lepo pozdravljeni na večeru, ki je posvečen naslovno Matici pod zvezdami. Posebno čast pa nam pravzaprav je, da imamo med sabo na Slovenski Matici, da se je številnim literarnim zvezdam, avtorjem slovenskim, ki so doslej bili znameniti ustvarjalci in avtorji matičinih leposlovnih del, pridružil tudi nov literat, prvič pri Slovenski Matici, bo svoje literarno delo, roman Črna maska, izdal pisatelj, predsednik Društva slovenskih pisateljev, znan tudi kot ravnatelj, bivši ravnatelj šole Knune, Dušan Merc. Lepo pozdravljeni. Kako simbolno naslov romana je Črna maska. In danes sedi tu z nami, pred nami, Dušan Merc s črno masko na obrazu. Zdi se, kot da je roman nekakšna realistična podoba sedanjosti, v kateri živimo, sedanjosti, ki pogosto deluje kot povsem skizofrena, ko nas je neznatno majhen virus nam pokazal vso našo majhnost v resnici in tako rekoč zaustavil vas svet. In v takem svetu se zdi, da je roman o skladatelju Mariju Kogoju, o ustvarjalcu, ki je svojo znamenito, najznamenitejšo opero Črne maske ustvarjal prav tako v enem postkataklizmičnem svetu po prvi svetovni vojni, da so vzporednice z njim neverjetno bližnje, neverjetno vzporedne temu, kar živimo mi danes. Dušan, ko si začel pisati, upravičujem se, res se dolgo poznava, pa sem ga zdaj pomotoma tikala. Dušan Merc, ko ste začeli pisati ta roman, je bil svet povsem drugačen kot v tem trenutku. Kako je bilo takrat na začetku? In na koncu bom vprašala seveda, kako brati ta roman danes v tem trenutku. Torej, na začetku sva. Zakaj Marij Kogoj? Hvala lepa za povabilo. Zelo sem veliko ganjen, da lahko pri tej založbi in v tej hiši izdam roman. Ena od definicij, kaj roman pravzaprav je epopeja sveta, ki so ga bogovi zapustili. In na nek način je to bilo pred tem virusom in je sedaj in zelo očitno bomo videli, da se nedvomno to še nadaljuje. Sprav, da so nas bogovi zapustili in smo sami v tem svetu. Zdaj, Marij Kogoj je neka posebnostna struktura, ki od avtorja, ki se tega loti, zahteva bistveno več kot katerakoli druga. Jaz sem bil začaran z nekim romanom, mislim, da je Werfel napisal roman Wagner. In mislim, da je bil Werfel, jaz ga prav kot mladinec, in on opisuje odnos med Wagnerjem in Verdijem, in sicer v Benetkah. Tako da, jaz sem tudi velik ljubitelj Benetk in tako naprej. Tako da me je ta roman, te težave med tema dvema
skladateljeva, ki so seveda bile napisane v romanu, jaz ne vem, kako je bilo to v resnici, pa tudi je nepomembno. Ta roman mi je zelo pritegnil, zelo mi je bil všeč, čeprav je zelo gost, pa zelo debel, pa zelo taki, kot so bili ti romani. Tako da Marij Kogoj pa sam po sebi pravzaprav fascinantna pojava, tako kot so zame glasbeniki vsi fascinantna pojava. Namreč glasbi gre za to, da ne moreš biti pozer, pa ne moreš pa nekaj tam bleferati, ker je le sama umetnost taka, da moraš veliko. Da brez izrazitega talenta in brez znanja tukaj nimaš kaj početi. Pa drugih umetnostnih, recimo literaturi, pesništvu, slikarstvu, tako naprej se še da preživeti z nekim neznanjem, ali pa bolj, manj, ko znaš, bolj si ceniti. Tukaj pa ne gre, tukaj se pa. Jaz sem se srečal z goro literature, te ne literature glasbene v notah, ampak muzikološke, pa sociološke, pa bi rekel, mnogih vidikov opere Črne maske. Ampak to ni dovolj. Ta branja se mora pustiti tudi ob strani, pomembno je to, kar slišiš. Zdaj, kaj si sposoben slišati, je spet težko vprašanje. Ampak mene so ljudje, s katerimi sem govoril, pravzaprav stalno usmerjali. In zato bi jaz zdaj na kratko se zahvalil Rudiju Pančurju, ki je glasbenik in s katerim so veliko govorila o teh. Potem je tukaj Ksenija Požar, ki je bila knjižničarka ali še na Akademiji za glasbo. Potem sem govoril z Jakobom Ježo in Brino Brezavščik, ki sta me tudi upeljala v ta poseben svet, predvsem Kogoja. Potem je poseben vpliv imel name razgovor s Petrom Bedjaničem. On je namreč bil pravi glasbenik, tako muzikus. On mi je pravzaprav odprl to, kar nisem mogel razumeti, da je v operi Črne maske ogromno čudovitih melodij in da je to tako. Potem se moram zahvaliti Vesni Čopič, ki mi je odprla osebni arhiv slik, ki jih je žena Marija Kogoja naslikala in je na sliki družina. Na slikah, oljnih slikah je družina in čudovit portret, v resnici čeprav slikarsko, tako, ampak v resnici pa deluje samega Marija Kogoja. Potem je tukaj vaščan na Gradežu nad Turjakom, Franc Pečnik, ki še pomni zgodbe, ki so jih pripovedovali otroci, ki so bili priče Mariju Kogoju in njegovemu življenju na Gradežu. Potem je tukaj še Snežana Bahor, ki je vnuknja Marija Kogoja in ki je bila tudi izjemno, bi rekel, znala je razumeti in znala je, ker je tudi končala primerjalno književnost. In tako naprej. Hočem reči to, da brez nekih drugih uvidov sam ne bi zmogel ničesar. Bi verjetno šlo to drugačno. Tako da zahvaljujem se pa tudi tebi, ki si, pardon, vam, ki ste bili prava, bi rekel, prava urednica z sicer milo in težko roko naenkrat in z doktorskim pristopom, humanistično-doktorskim pristopom, z izjemno pedantnostjo. Tako da me včasih šokira, ampak ko bo vse mimo, bomo srečni z izdelkom. Ampak tako da teh zahval sem dolžan veliko zato, da tudi razložim, zakaj gre.
Sem pa preposlušal tudi nekaj drugih oper te vrste. Pravzaprav mi je Peter Bedjanič rekel, da so samo 4 take in on je štel to opero Črne maske med 10 najpomembnejših oper na svetu. In jaz sem svetu prepričan, da tako. Jaz verjamem v to, ves tisti bel kanto, pa tista šara, bi rekel, kaj ne, spričo teh stvari, ki jih je napisal, pa ne samo to, so še otroške skladbe za zbor in so tudi druge skladbe, ki jih je veliko, ne, v tako kratkem času, ali pa za glasbenika niti ne tako kratko. No, tako da preposlušal sem Šlekterja, potem Ferruccia Bruzonija, ki ga na Ars Ljubljana še vrtijo, tako da slišiš to tudi tam. Potem je tukaj Stravinski, ki ga je Mezo, ta francoska, predvajala pred kakšne pol leta, parkrat zaporedoma. Pol je jasno Alban Berg, Vojček. Zdaj ta Vojček, Bedjanič me posebej upozoril na pisanje v tem Vojčku, ampak ne bi zdaj to Pol je vzpon in propad mesta Mahagonije. In mislim, da je to zdaj v tej kategoriji oper so Črne maske. Črne maske, zdaj sam na hitro rečem, jaz vem, tukaj sedi Marjan Zlobec, ki njegov arhiv sem tudi pregledal, ki ve neskončno več in tudi več razume. Jaz sem šel skozi to, ampak istočasno je pa nad mano visela ta drama Leonida Andrejeva. Jaz nisem mogel priti na predstavitev te druge drame, ker sem moral iti v Trst na Viljenico. Drugače bi bila pa moja dolžnost, da spoznam tudi trg za nek začetek ali pa ne. Hvala. Hvala. Dejansko ste zdaj prikazali predvsem to umetniško plat tako osrednjega lika Marija Kogoja, kot tudi nekako njegove družine, ki je ga obdajala, in tudi umetniško plat samega romana, same zgodbe. Vendarle pa je tu zadaj še tista črna plat. Pravzaprav tista, ki jo odkrijemo potem, ko ljudje snamejo maske, in ki jo je on odkrival tudi v ljudeh, hkrati pa tudi je ni mogel nikoli definirati v samem sebi in je nikoli obvladati. To je zgodba Marija Kogoja kot psihiatričnega bolnika, ki je seveda zadnja leta, vemo, je živel najprej v Polju in potem na Bohanci. In ta je tudi pomemben del. Kako pa je s tem arhivom? Kako je pa bilo z raziskovanjem tega dela gradiva? Obstajajo pričevanja o življenju v Ljubljani, pa v Trstu, pa v Kanalu, pa tudi v Münchnu. On je v Münchnu se preživljal na začetku tako, da je prevažal nekemu vodovodarju orodja na njegova delovišča in je tam bil tudi študent pač tega kroga, kjer je spadal še Zemljinski, pa Šlekter, pa Schönberg, pa verjetno Alban Berg, to ne vem. Medtem ko o sami psihostrukturi obstaja sicer vedenje in zapisi o sprejemu Marija Kogoja v bolnišnico, o prvih diagnozah, potem se pa stvar zaključi in sicer zato, ker so po zakonu ti podatki za te vrste bolniki zaprti 150 let. Jaz si s tem tudi pravzaprav ne bi hotel pomagati, ne bi hotel tega razčlenjevati, niti ne opisati. To je vse, jaz sem vseeno ostal znotraj romaneskne strukture in usporednega sveta, ki ga lahko tvoriš kot avtor.
Nikakor nočem, da bi to bila kakšna posebna resnica, je ena od možnih resnic. So pa pričevanja zelo jasna o obdobju, ko je bil dirigent, ko je bil učitelj, ko je bil tukaj ustvarjalec v Ljubljani in se je nalezel seveda, kot je za ta okolja jasno, mnogih sovražnikov, mnogih, bi rekel, neprijetnih ljudi, ki so bili tudi sami ustvarjalci. Tako jaz nisem šel v dogajanju okrog glasbene matice, ampak bil pa je sam po sebi nedvomno zelo težavna oseba. Imel je tisto lastnost, ki je zelo pomembna in to je, da je absolutno verjel vase, v svoj prav in da je tudi imel prav. Tako da to je bilo zelo težko tukaj v Ljubljani. Jaz bi prebral iz leta 1929 njegove stavke, ki pravzaprav govorijo o njegovi stiski. Zelo kratek bom, ampak piše: uničen sem po krivici do berača. Proklel sem narod in svet zaradi krivih priseg. Zato opozarjam vse urade in faktore, vse državne urade in doktore, vse kralje, vojake in možake, ne delajte krivice, ne podpirajte krivih priseg in ne sodite krivo, kakor ste mene, dajte krivico poravnati, če ne, bom prokletstvo ponovil in gorel sem, pomagajo mi vsi bogovi in vetrovi, vsi bregovi v morjovi in na zemlji, kar živi. Slava, 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 Marij 1999. Mi si to lahko jasno razlagamo na koliko načinov hočemo, ampak nedvomno gre za veliko stisko, veliko upor, nemočno nasprotovanje. On se je zelo tudi fizično moral večkrat boriti za eksistenco, ko je prišel iz opere v operno klet, tam je doživljal ponižanja, tam je tudi imel svoje, bi rekel, izgrede, ki bi jih danes vsi malo meščani se jih predstavljali. Tako da, tukaj je ena velika in iz te stiske sem jaz izhajal. Nedvomno pa bi to stisko, če ne bi zbolel, on verjetno premagal. Ampak je zbolel in tudi v takih boleznih, tudi še danes, kljub temu, da je vse skupaj bolj že kemično kot fizično, ni. Tudi iz tega ni, so samo preživetja in umavanje. Tako da to so zelo žalostne zgodbe. Jaz se moral premakniti stvar tudi v neke druge sfere, ker drugače bi bilo to res zelo tragično, žalostno, rekel tudi slovensko. Ta obračun z nekim nadarjenim človekom, ki je naredil neverjetno stvar, je bil krut. Omenili ste ta nekako, ne bom rekla ravno odpor, ampak nekako zadržati do dokumentaristike, do dokumentov, iz katerih naj bi avtor izhajal, ko piše nek biografski, romaneskni portret. In dejansko vaš zapis ni biografija Marija Kogoja v tem pravem žanrskem pomenu besede, ki bi nekako sledila njegovi življenjski zgodbi v smislu njegovih poti, postaj, geografskih postajališč in intelektualnih središč ali pa obrobja, na katerih se je gibal. Tako da pravzaprav je ta roman je pisateljeva vizija Marija Kogoja, pa vendarle iz nekih, bi rekla, podatkov ali faktografskih dejstev o njegovem življenju ustvarite lik, ki je živ.
ob katerem se občuti ta njegova trpkost, bolečina in prizadetost. In ena od prvih točk, na katero naslonite to krhkost njegove osebnosti ali pa vsaj ta zlom, ki se je v njem zgodil, je pravzaprav družina, je njegova usoda kot otroka in ta del je zelo presunljivo opisan, čeprav, kot ste rekli, ste se želeli izogniti tragičnosti. Ja, zdaj publicistika in dokumenti in vse to daje neko podobo in mimo tega ne moreš. Dejstvo, ki je verjetno njega celo življenje držalo v kleščah, pa je verjetno to tudi potiskal navzdol. Kakorkoli je to, da je bil do svojega 10-11 leta on Julij, ni bil Marij. Bil je rojen v Trstu, imel je še 2 sorojenca, oziroma 4 sorojence, 2 sta umrla. In potem je tam prišlo do birokratskih zamenjav, ali pa tudi ne, tega ne moramo vedeti. In ko je umrl oče, je te 3 otroke zapustila tudi mati in oni so, in tržaška občina jih je deportirala oziroma prepustila nazaj občini Kanal, odkud je bil oče doma. Mati je bila zborovska operna pevka in je z neko skupino odšla iz Trsta. Zdaj, 2 od teh otrok sta, se pravi Marij in sestra, mislim Ana, sta zelo dobro, pravzaprav, dobila dobro rejniško družino, medtem ko je tretji, najstarejši pa imel smolo in je tudi izginil iz obzorja. Tako da to so te zaznambe iz otroškega obdobja so najhujše, jasno. In verjetno tudi ta skizofrena situacija, kdo pravzaprav si, a si Marij, a si Julij, se nekako mogoče, ne vem, to je zdaj avtorska špekulacija, se povrne, se izkaže v drami Črne maske. Tudi tam je pravzaprav usporedna situacija, kjer je personalizacija, se pravi, človek ni več prepričan, ali je on ali je njegov brat. Ali je, jaz sem pol to dejstvo, na katerega pa moram opozoriti, je pa to, da je Marija Podlogar, ki je bila poročena z Marijem Kogojem, dobila v zapuščini majhno hišo v Gradežu nad Turjakom. To je zelo blizu, to je kakšnih 400 metrov, 500 zračne oddaljenosti nad, in ta vas je nad Turjakom. In tam so preživljali vsa poletja, cela družina. Marija Kogoja in dvoje žene Marije. Tja so vsako leto peljali tudi klavir in on je tam ustvarjal. Ampak ti pripovedovalci, vaški pripovedovalci že poročajo o težavah, ki jih je imel. Imel je tudi težave, graščakinja iz Turjaka mu je hotela pomagati. Ampak so se tam pojavile tudi zgodbe, da je on pravzaprav nekdo drug, da je mati in tako naprej, tako da to so bile zelo hude stvari. In jaz sem ga postavil v čas napada na Turjak. Da je on tam, da on to sliši, da je on soudeležen, da ima tam nekoga, s katerim potem sta skupaj v sobi, v bolnišnici za duševne bolezni, najlepše, če rečem, in da je zdaj pač tam se doživel to grozo vojne in tudi v vsej, rekel, kakorkoli se opredeljujemo, in bratomorom. Tako da je tukaj, zdaj jaz ne vem, ta navezava literarna, to moram zbiti vse variante, ne vemo, ne moramo soditi, morda kdo ve, ampak kakorkoli ve,
roman je zmeri usporedna struktura sveta in velja taka, kot je sama po sebi. Tako da tudi tukaj je veliko vprašanje, kaj se je dogajalo, ampak dokler je on skladal opero Črne maske, je bil nedvomno duševno priseben. O tem, to namreč ne da se ustvarjati z duševno boleznijo. Duševna bolezen je druga, da se verjetno s kakšno regresijo in tako naprej se da to zamegliti, ampak zelo težko tako ogromno strukturo, tako res mega strukturo, ki je samo vse prava, ne? Ni nič, tukaj ni nobenega veliko odstopanja bleferskega. To za kaj tazga pa težko, da bi bil nepriseben. Može biti strašno priseben. In on je to bil, ne? Dokler je skladal, potem se pa zelo hitro to razrušilo. Zanimivo je to, da sem pregledal tudi te stvari, kako je bil, kakšna je bila percepcija njegovega dela v gospod Zlobec je neskončno ves, ampak tudi ena od tržaških muzikologov, ki dela v Ljubljani na radiju, je o tem poročal, kako je to šlo. Ne? In tudi zelo natančno je zabeleženo, kakšno je imela usoda ta opera od prve uprizoritve, potem druge, kaj so med sabo imeli glasbeniki, ampak to za mene ni bilo več pomembno, sem pa prebral. Tako da ta konflikt in tudi bratomor, ki se je zgodil nedvomno na Turjaku, ker tam so brez razloga pobili 74 ujetnikov. In en od mezi bil Popovič, ki je bil črnogorski, rekel, partizanski nadvojvoda tukaj, ki so ga že poslali iz Srbije, je zahteval poboj vseh. In to na vsakih 300-400 metrov, ajde v šumo, pa po njih. Tako da tudi ta slovenska partizanska vojska je bila poštena in tega ni hotela izvesti. To so izvedle skupine, ki so bile drugačno strukturirane. In jaz sem zdaj to naredil, kot sem pač naredil. Potem je pa tukaj še povojno, medvojno dogajanje on je bil tip takoj po medvojno odpuščen iz bolnice, zato ker so del porabili za italijansko vojaško bolnišnico in tako naprej. Tam je predvojno in potem po vojni se je srečal z Janezom Kanonijem in Bogomirom Nagajno in Šerkom, dr. Šerko in tako naprej. Ta skupina ljudi, recimo Janez Kanoni, je bil toliko naprej psihiater, da je živel med svojimi bolniki z družino. On je živel v bolnišnici in tam je imel stanovanje, ki so ga, neki sobe so predelali v stanovanje, on je imel pa hodnik in potem naprej predavalnico. Oni so, Magajna je tudi sam eksperimentiral z psihogenimi snovmi, pa tako naprej. Jaz zdaj ne moram iti drugam kot to, kar sem pač napisal. Je pa vzporeden lik temu pač tisti, ki poroča, kako sta se imela v sobi, kako je bilo kajenje, kako je žena prihaja. Žena poseben lik v tem romanu. Gre za ženo, ki je jasno, da je ona bila v zboristka, pela je v zboru, pa preživljala se pa tudi tako, da je šivala za predstavo. In to ni bilo srečno življenje, ne? To je bilo življenje polno grenkobe in njena pota na polje so jasno izmišljena. Jaz ne vem, kako je to šlo, ampak zelo natančno povem, kako so ravnali s temi, bolniki so ravnali, kot da so zločinci. To je bilo v verigah, to je bilo vse tako. Zelo nam trenutno ne več predstavljamo. Ja, jaz sem odprla eno samo temo, torej umetnik in družina ali pa umetnik in identiteta. Vi ste jih zdaj nanizali kar nekaj
umetnik na horizontu zgodovine prelomnega, katastrofičnega družbenega dogajanja. To je ena od pomembnih tem, ki se v romanu odpira, ravno ta razprtost romana med posameznikom in družbo nakazuje tudi na to, kako težko se umetnik integrira ali celo identificira z neko družbeno skupnostjo, skupino, tudi z nekim družbenim dogajanjem. Skratka, skozi zgodbo nekega individualnega lika Marija Kogoja se odpirajo zelo pomembne teme umetnikove identifikacije znotraj družbe, potem tudi znotraj družine, že kot tiste malce razširjene celice, in pa seveda tudi umetnika in njegovega odnosa do njegovega dela. In tukaj pa roman seveda postaja, bi rekla, tudi metaroman na nek način, se začne razvijati na več nivojih. V sam roman so integrirani odlomki iz Črnih mask in refleksivno bi lahko seveda vprašanje zastavili tudi tako, kako je Dušana Merca zaznamovalo zdaj soočenje z vsem tem gradivom, z vso Kogojevo zgodbo in hkrati tudi z materijo, samo vsebino Črnih mask. Ja, jaz sem prepričan, da v umetnikovem življenju ni nič romantičnega. To ni, in tudi mislim, da tudi ne obstaja v resnici nobeno čudaštvo. Nobena zunanja podoba, ki bi pomenila karkoli. Če pogledamo Šostakoviča ali kogarkoli od teh, tudi Schönberga, pa Adorna, ki se je ukvarjal s tem, je vse zelo kristalno jasno. Mislim, oni so bili ustvarjalci, ki niso popolnoma več blefirati. So bili gospodje, ki so bili izjemno nadarjeni, izjemno delovni in tudi pač veliki prve vrste. Marij Kogoj je bil malo drugačen, ker je imel te težave z svojo družino, imel je hude zdravstvene težave, ni pa bil, po moji oceni, ni bil bojem. Je bil popolnoma realen človek z realnimi predstavami v svetu. In teh nasprotnikov, ki si jih je nabral v Ljubljani, jih je on popolnoma jasno dojemal. Mislim, tukaj ni nič tako posebno. Posebno je njegovo delo. In tudi, kar sem se jaz zdaj učil o tem, je za mene pravzaprav čist nepomembno, kakšna osebnost je kdo bil. Zame je glavno in edino izhodišče pravzaprav njegovo delo. Jaz se ne moram, te neke zgodbe, anekdote in to, kaj je kdo mislil s čim, kaj je kdo hotel s čim, pa to pravzaprav so neka ugibanja, natolcevanja nekih šibko-teoretičnih, šibko izobraženih ljudi. Teoretično so šibko. Ta zgodovinska, bi rekel, navlaka je sicer pomembna, je iz dejstev pač se izhaja, ampak drugače pa jaz v Črnih maskah videl samo to, kar so, kar sem jaz sposoben videti, kar je moj domet, ne kaj je domet, kaj on hotel, tega jaz ne morem. Ravno tako za nobenega literarnega ustvarjalca, iz današnjih, ne iz prejšnjih dni, razen kar eni sami sebe razlagajo, ampak to jaz nič ne verjamem. Tako da ta imanentna interpretacija, lahko bi pisal tak roman, kot je ta, ki sem ga omenil o Wagnerju in Verdiju. Ali pa recimo Francisco Goya je tako opisano v enem romanu, kjer vse gre iz glasbe, recimo pri Verdiju je temu Verdi opisan kot tesnoben človek, zato ker ga skozi spremlja Wagnerjeva senca.
In Wagner se pa obnaša v tem romanu, kot se je spomnil, ne, popolnoma indolentno, kot da ni Verdija, ni nikoga. Tako da, percepcija glasbe ne, daje izjemno moč človeku, če bi rekla, da izvira iz duha glasbe, vse skupaj, to ne bom. To je tako, jaz se bojim, da sem prekršil, bi rekel, Ciceronovo pravilo, mislim, da je bilo on, ker je rekel, da moraš pisati samo tisto, kar res razumeš. In kar je res, on je bil Horac, da moraš biti res znotraj samo tega, kar zmoreš, kar je tvoj domet. Tukaj jaz sem zelo skeptičen za sebe, a sem to kakorkoli. Mogoče bom pa kdo boljš prebral, kako sem jaz napisal. Zakaj sem zastavila to vprašanje, kako je Marij Kogoj vplival ali pa sama materija romaneskna vplivala in preoblikovala avtorja Dušana Merca. Namreč zdi se, kot da je idealni lik za vaš stil pisanja. Že z Galilejevim Lestencem se zgodba odvija na več ravneh, se romaneskni jezik prehaja iz, bi rekla, imanentnega v eksterierno. Pa vendarle vse izhaja iz same imanence. In podobno se zdi, da je tudi pri Mariju Kogoju. Vse, kar nizate v romanu okrog njega, je pravzaprav njegova percepcija, njegova vizija, ne konkretne biografske osebe Marija Kogoja, ampak literarnega lika vašega romana. Hvala za to, za vse te besede. Ker se mi zdi, da tudi jezik na nek način s temi dolgimi stavki sledi tej premišljujoči, refleksivni, samoiščoči se osebnosti. Načrtno oblikujete tako svoj jezikovni repertorij ali... Ne vem, jaz mislim, da jezik je sam... Ali prihaja iz duha glasbe? Ne, jezik je sam po sebi človekova imanentna struktura. Preko jezika to vedno vidite stampa, fajnost. Ne vemo vse, vemo več, kot bi vedeli sami iz sebe. Življenje Marija Kogoja v Ljubljani je pravzaprav in tudi v Polju, in tudi na Bokovcah, kjer je umrl tudi Kozlik, pa verjetno še kdo, pa jaz ne vem, je iz tega prostora, to je prostor mojega otroštva. In ta operna klet je bila vedno tam. In tudi opera sama je bila vedno tam, kjer sem jaz hodil, recimo v vrtec, Šerno vrtec. Jaz sem opero doživljal že kot otrok zelo zgodaj, takrat je bila na sporedu, jaz točno pomnil, Manon Lescaut, tega nisem znal sporediti, mislim, to zdaj je Manon Lescaut, potem je bil Leteči Holandec, potem je bil pa jasno cel ta, zdaj Wagner bi rekel 1000 kitar, 100 kitar, Verdi. Tako da, to je moj prostor, pa Knaflov prehod, pa vse tukaj, kar ta tramvaj, pa vse to en prezentno zlo. Jaz tudi zdaj zato zelo rad hodam tam na DSP, ker se tam čutim, da bi bil malo nukleus v otroštvu. Ne, ta jezik, če se vrnem k jeziku, to je pač naše domovanje, pa vse to, kar vemo iz teh teoretičnih, ampak mislim pa, da nikoli ne moš prelomiti svojega stavka. Nikoli ne moš prelomiti, tako kot verjetno glasbenik tudi ne more stopiti izven tega svojega temeljnega načina. Ker mi, ko poslušamo neko glasbo, mi točno vemo, ne da bi kdo karkoli rekel, to je pa ta.
to je pa ta. Tako da je to prisotno v nas. Ne? Jaz sicer nimam nekega spomina posebnega, ampak če jaz vidim, naprimer, napis Wagner, pa tako ali karkoli, ne? Jaz to pomnim. Ne moram ponoviti, nimam te možnosti ponavljanja, ampak točno vem, kako to zgleda. In isto je s tem Marijem Kogojem. On je namreč zelo slabo videl. In on je bil zato verjetno tudi dober improvizator, ker ni mogel prebrati tistega tam na klavirju. In on je šel v improvizacijo. To poročajo ti glasbeniki, ki so bili v istem času. Da je bil relativno dober pianist, ampak velik improvizator. Jaz to hoče reči, jezik, ali isto je s temi slikarji in temi, to je notranja nuja, ki je ne moreš v resnici spremeniti. Tako da so verjetno vsi ti romani, pa vsa ta pisarija na nekem istem jezikovnem veliko horizontu. Maš pa, jaz se bojim, nisem hotel. Lahko bi pa napisal roman, ki bi bil jezikovno podoben recimo temu, kar je Saša Vuga pisal. Saša Vuga je šel v popolnoma svoj jezik, ga je izoblikoval, ampak jaz ne vem, še funkcionira ali ne. A je še ali ni, ne? Mora biti neka korespondenca z bralcem. Tako ne bi pretiravno. Omenili ste, da vam je ta svet blizu prostorsko, zlasti ta Ljubljana, ki je osrednje prizorišče tudi samega romana. Pa vendar največja diskusija je potekala okrog vprašanja, kdo pravzaprav pripoveduje ta roman. Kako je zdaj na koncu? Ja, zdaj, eno je, da ko je vse postavljeno, pripoveduje nekdo drug in ne avtor. Roman se sam producira, ko gre skozi nekatere. Verjetno v glasbi isto se to potem, kar samo izpiše in stoji. Najna diskusija še zmeraj je bila, jaz sem pol kreiral po najnem pogovoru nekoga, ki je v tej funkciji pripovedovalca. Mi imamo več teh pristopov. Zdaj, literarna teorija današnjih dni govori celo o naraciji, percepciji bralca, tako naprej, ampak to so vse dosti prazne zgodbe. Ne funkcionirajo v primeri s tistim, kar je ta fenomenologija, pa druge te filozofske pa lingvistični pristopi. Ampak ne pomembno. Slovenska, recimo, Martin Krpan se začne s pripovedalcem. Močilar mi je včasih razlagal to pa to. Ima pa Levstik razgrne tega. Obstaja še nadaljevanje, ki je pa popolnoma neužitno. Ja, Martin Krpan ima svoje nadaljevanje, ampak je neka mistična traparija. Potem je recimo Visoška kronika, to nas tudi taka. Visoška kronika se uvaja s pripovedalcem. Mnogi romani ima neko blindirano vsebino oziroma blindirano ozadje, ki ga razkriva nekdo, ali smo pa našli zapiske iz ne vem kot. In zdaj mi samo podajamo to. To je klasičen način. Jaz sem pol ustvaril nekoga, ki je bil v Turjaku. Ampak je bil na tisti strani, na tako imenovani zmagoviti strani. Moramo biti pri tem zelo previdni. Kdo je zmagovalec, kdo ni zmagovalec, pa tukaj je veliko teh variant. Upozoril bi se recimo na filozofijo tega Curtius Malaparte, Koža je roman, ki govori o tem, kako pravzaprav vojna ni nikoli končana in kako se vojna vedno reproducira. Tudi v času miru vojna ne miruje. To najbrž ste se kakli. Ampak
In ta pripovedovalec je zdaj z njim v sobi. Ne? In ta optika, to je zdaj tehnična ali pa dejanska rešitev, da tudi ta mlad, ki je bil takrat star 16 let, ne, po avtorjem pripovedovanju, ne, postane žrtev, ravno tako žrtev vsega tega. Ne. In te duševne stiske postvojnega sindroma, ne, so se vlekle v generacijah. Ne. Mi smo, tako stari smo jih poznali neposredno, ki so bili udeleženci najhujših, najtežjih stvari, ne. In niso bili nikoli več ozdravljeni. Tako da ta usporedna zgodba tega pravzaprav neukega človeka je ravno tako zgodba o umiranju neke duše, nekega človeka, ki je ostal ker ga je usoda tako doletela kot tisoče drugih. To so tisoči ljudi. To je bolezen, ki je zelo trajna in zelo dolgo traja. In jaz sem govoril z nekom, se je hvala Bogu, smo imeli samo 10 dni tega sranja leta 90, ker če ne bi se spet razdelili, spet bi se razklali, spet bi bilo za 100 let, za 200 let, in to so nam tudi prognozirali, da 200 let med nami ne bo poravnal. Tako da ta usporedni pripovedovalec priča bolezni tega, ko bo prej ustvarjen, zato da to nekoliko razloži. Oba pa se pravzaprav znajdeta v psihiatrični kliniki in to je odraz neke, kako družbeno dogajanje ne more pustiti človeka nepoškodovanega posameznika. Na nek način, seveda z druge perspektive, to prikazuje tudi sama vsebina Črne maske. Ja, drama je, namreč, tukaj sem vzpostavil, mislim, da dosti učinkovito paralelo med dramo Črne maske, kamor udrejo Črne maske na zabavo, na grajsko zabavo, kjer si ta parada, Lorenzo, pač želi čim več glorije in vsega tega, ampak v grad mu vdirajo neznanci, pošasti, in te pošasti potem prevzamejo del oblasti. On še ima tam 3-4 zveste ljudi, ki bi radi rešili, ampak on se zaplete v dvoboj z svojo podobo. In ta dvoboj on dobi ali ga pa izgubi. Ga v resnici v drami mislim, da ga dobi. Ampak na nezavednem, v tem freudovskem smislu, pa izgubi. In tudi ta bratomorni odnos med dvema likoma, ki sta si popolnoma enaka. Tudi v uprizoritvah sta to dva pevca, ki sta si pooblekli pa tako. Tako da imaš res občutek, da kdo je zdaj kdo. In grad na koncu zgori. To je večjih problemov, kako to prikazati. Na odru, ker so bili pač še veristično usmerjeni, da ne bi ljudje verjeli, da je to pravi požar. Ampak moraš to povedati, da teksta v operi Črne maske me da več kot v celem Nibelunškem da je to zelo težko. To je in tudi obvladati vso to materijo, glasbeno, baletno, pa tudi jezikovno, tako naprej, je neverjetni podvig. Mi smo pač žrtev velikega kolonializma, bogatih sosedov, ali Italijanov, ali teh Avstrijcev, pa verjetno tudi Mačar, pa razen Zagreb je pa to opero sprejel zelo naklonjeno
zelo tudi, bi rekel, pohvalno in v tem smislu, češ, da je Ljubljana s to opero pravzaprav vrhunska v celi krajini, takrat še Srbov, Hrvatov in Slovencev. Tako da, to je tako, ne, ta drama, zato mi je zelo žal, da nisem bil na predavanju gospoda Bajta, kjer je on govoril o drugi drami istega avtorja. Nisem mogel. Človekov življenje, ja, ki je šla. Ki je šla, ne. To si treba še dodatno ogledati, zdaj romana ne morem več. Ne. Ampak Leonid Andrejev je bil en od tistih pravzaprav mistikov, verjetno, ker je ruska književnost je precej premaknjena iz evropske vsi proti azijski, mistični in nazaj. Ne. Tam se vrti veliko teh različnih svetov, ki so za nas sploh nedosegljivi, ker nimamo niti takih avtorjev, niti nimamo takih. Tako naprej. Tako da ta Leonid Andrejev je poseben avtor. Akcijo za to dramo je pravzaprav sprožil Josip Vidmar in je pri Kogoju naročil glasbeno opremo za scensko uprizoritev. Do scenske uprizoritve ni prišlo, Kogoj je pa napisal celo opero. In je potem bila zdaj trikrat predstavljena slovenski publiki. V integralni obliki, po moje, zdaj zadnjič, pri 12 leta. Tako da Josip Vidmar poroča o svojih obrazih tudi o Mariju Kogoju. Josip Vidmar je bil zelo izobražen in tudi glasbeno izobražen človek bil in je govoril o marsičem v glasbi, je tudi o Mariju Kogoju malo cinično, tako je on znal pol na koncu poroča, da je prišel k njemu pisarno in da je zahteval dodatni honorar za opero, ampak takrat je bil Marij Kogoj na dopustu iz bolnišnice. Ni mogel tega stika, ni več realno doživljal okolja okrog sebe, kolikor se to sploh da, ne? Tudi za nas je malo vprašanje, ali to pa tako enostavno. Dokler smo nekako enakih misli, je še vse vredno. Tako da tukaj je poročilo Josipa Vidmarja je poročilo enega meščanskega intelektualca, ki pa je razumel Kogoja v glasbenem smislu, po mojem on to točno vedel, tako da ne vem pa ne. Ker Vidmar je bil mnogo vrstna oseba, ni bil preprosta stvar. Omenili ste ta stik Vidmarja, ki je pravzaprav dal pobudo oziroma seznanil Kogoja z samim tekstom in tudi to je eden od dokazov, kar ste uvodoma povedali, da je vendarle ustvarjal to opero, moral ustvarjati Kogoj še v nekem zdravem stanju, da je pravzaprav zelo dosledno sledil besedilu Andreja. Popolnoma. Prevedel je dramo Josip Vidmar. Na trenutke je tekst, seveda zdaj malo starinski, jezikovno, tako, ampak drugače pa tudi ta dramski je, ne? To so dramski dialogi, ki implicirajo dogajanje. Ne? Z dialogom se pravzaprav dogajanje poudari in živi dogajanje. Ne? Kaj se jim, ko prihajajo te črne maske in ta groza in kako bi se zdaj temu uprli. Naprej, tukaj si jaz poiskal pač paralelo z propadom Turjaka, pa zdaj, če reči, črna maska, pa ne vem kaj. Tako da to je, tekst je težava, lahko razumeš dogajanje na gradu, lahko razumeš tega Lorenca Gospodara in tudi not so vloženi interpretacijski vložki, ki govorijo o tej družini. Ampak je pa res, da je
nedvomno bil Marij Kogoj delno vezan tudi na predvsem na tega Ferruccia Busonijo, to je on poznal, nedvomno, in na sodobno glasbeno razmišljanje v tistem času. Šekter, pa to, kar se je na Dunaju dogajalo, on je ta predavanja poslušal. Tako da hoče reči to, da je pomembno to, da je bil evropsko razgledan, ampak da je tudi Ljubljana bila sposobna to sprejeti. En del Ljubljane, ne vsi, jasno. In da je bil pravzaprav oplemeniten z mnogimi teoretičnimi spoznanji in jih je razumel. To je po mojem bilo zelo, to kaže posebno v ne vem, kako je bilo z temne Koroške. Ampak tako no, jasno, da smo pol zgubili, nismo zgubili nikoga, ker je zbolel. Zdaj, zakaj je to zbolel? To je tudi fiziološka bolezen zadnje, ne samo psihična. Ampak njegov sin, Marij Kogoj mlajši, je potem bil soustanovitelj slovenskega okteta in je tudi pel v tem oktetu. En od sinov je bil pa oficir JLA. Zdaj živijo še potomci teh Kogojevih neposrednih potomcev. Kar bi morali, mislim, jaz sem zelo sentimentalni razvoz, kot ves ta čas s Kogojevi, zelo prizadet. Omenili ste potomce, uvodoma tudi ženo in ena od dilem je tudi prav ta odnos Marij Kogoj in ženska. Je že od mladih let mati, potem Dona Francesca, pa njegova žena. In tudi vidimo odnos nekaterih drugih teh psihiatričnih bolnikov, kolikor nakaže ravno tega pripovedovalca, je ta odnos do žensk zelo problematičen. Ja, on je bil zdaj to so zdaj osebnostne zadeve. On je bil po poročanju zelo erotično močan človek, zelo bil je, kaj se je, ko je bil upit, to zdaj poročajo, ko je bil upit, je bil zelo nesramen, pa neprijeten. Tako da en od tenoristov ljubljanske opere ga je pretepil, ampak verjetno zaradi kakšnih drugih razlogov. To je bil en. Potem je tukaj v Ljubljani je deloval tudi baletni mojster, ki je bil ruskega rodu. Bil Rus. Ljubljana je bila precej odprto mesto. Zdaj, ena od teorij, ki jaz ne bi zdaj to razširil, ampak ena od teorij, ki trdi, da smo Slovenci postali narod, govori o tem, da smo postali narod šele znotraj Avstro-Ogrske, ker so tudi Nemci bili narod. Ampak nismo se lahko razvijali v tem krogu, ker tudi ostali skladatelji, so bistveno bolj, po mojem, kot literati, so bili vezani na evropski prostor, na Prago, pa manj na Dunaj, na Prago pa zelo. In Praga je veličastna proti meni, kot jaz so. Marij Kogoj je imel težave v komunikaciji z ljudmi, bi danes rekel. Kar me ne čudi, ker tudi, tam še ni bilo govora o ne vem, kako se zdaj reči, korektnem govorenju, ali ko se imenuje to, ker ne smeš nič več reči, da ne bi bil grd. Takrat je to še dobro. Kako so pa živeli znotraj družine, to pa ne vem. Predstavljam si pa, da je zelo težko. Zelo težko. Jaz vem, kako se je z duševnimi bolniki delalo, vem, kako so jih vozili v teh gajbah, kako so jih potem tlačili v kletke, v mreže,
kako so jih, ampak to so bile zelo take, oni niso imeli farmakološko, niso imeli toliko možnosti, kot jih imamo danes. In tudi imeli so inzulin, imeli so elektrošoke, to je že vse bilo, poškodbe potem so zelo velike luknje rade. Te ljudje niso nikoli več zdravljeni. To je bila lobotomija. Tega je verjetno bilo veliko. Jaz sem si ogledal prostore v bolnišnici tukaj na Poljanskem nasipu. Sem bil večkrat kot študent, bil sem v Polju, potem sem si ogledal bolnišnico v Begunjah, podobna, stara, zelo lepa, zelo lepo, pa tudi zdaj že čisto drugače, Pol v Idriji. Tako da teh ustanov, pred nami se je Janez Kanoni, po vojni se je zelo povečalo število duševnih bolezni, kar je razumljivo, in so potrebovali vedno več postelj. In potem so regionalizirali to, tako da je dobil Ormož, pa Vojnik, pa Idrija, pa nekaj zdi. Tako da to so razvili, ker so morali za ljudi poskrbeti. Teh vojnih grozot, ki so jih ljudje sabo nosili, je bilo pa tudi to, da so zelo težko živeli. Vsi, brez razlike. Roman je pač samo roman, je en od sporednih svetov in je en od možnih, sigurno pa ni edini isti, to pa ni. Dušan Merc se je izognil odgovoru neposrednemu na vprašanje Marij Kogoj in ženske, umetnik in ženske, pa vendarle, zato bo treba prebrati roman, vendarle zato sem zastavila to vprašanje, ker so ti pasusi tega odnosa do žene, njene bolečine, njene ranjenosti, vendarle za žensko kot branko tudi zelo presunljivi, intenzivni. Pravzaprav sva ves čas govorila o romanu, govorila o Mariju Kogoju, pa se mi zdi, da pravzaprav nisva nič spregovarjala z govorico Merčeve romaneskne pisave same, ker je ta pisava predvsem intenzivnost, s katero sporoča bralcu, je čustvo, ki ga vzbuja, je beseda, ki te ponese v razmišljanje in vse to lahko da seveda šele roman, ko ga vzamemo v roke, ta pogovor morda ravno tega, bi rekla, tretje plasti, literarnega nivoja romana ni mogel doseči, nedvomno pa je morda vzbudil kakšno vprašanje pri poslušalcih, pri poslušalkah, tako da zdaj bi predala besedo, če želi še kdo kaj vprašati. Vsekakor pa se je roman v zaključnem delu in bo predvidoma do konca oktobra izdan. Izvolite, beseda je vaša. Res, ženske, oziroma ne ženske, ampak eros in ustvarjanje, katerikoli del, katerikoli ustvarjanje je vezano na eros. Brez erosa je to vsa stvar vedno neplodna, nefunkcionalna. In ta čustven del mora biti prisoten. Lahko napišeš, jaz sem napisal roman brez čustev, ampak je tudi vstop brez čustev. Tudi odziv bralcev je brez čustev. Polovico bi odpisal, zdaj ne moram več. Če ni vprašanj, če Dušan Merc ne želi več še kaj povedati o Mariju Kogoju, o tem, o čemer govori roman Črna maska, potem bi se vam zahvalila za današnji večer. Še enkrat počaščena je Slovenska matica, da je njen avtor postal tudi Dušan Merc in seveda
še posebej počaščena tudi, da se pogovarja o pomembnem umetniku Mariju Dragonju in to na literariziran umetniški način, ki obliku skladatelja ustvarja nove umetniške svetove. Hvala vam, da ste prišli in hvala seveda pisatelju Dušanu Mercu, da je bil z nami. Hvala.